Jaz sama sebi se smejem ful prizadeto. Bizam smej se zdaj. Ja, je prizadeto. Tukaj bi mogel priti naš džingl, samo ga še nimamo. Let's go! Dober dan! Člani izbrani. Hola. Ko smo? Člani izbrani, evo, dobrodošli nazaj v epizodi. Najprej, pozdrav. Pozdrav vsem članom in člankam. Najjači podcast v Džiru, evo nas. Jaz sem Jure. Evo Rimaniča. Evo Ano. In skupaj smo člani. Epizoda 14. 14 zdaj? Ja. Fuck. Smo kar že ful smo že posneli. Danes smo še upgradili naš studio, ne mogli videti. Boste videli, pogledajte na Instagramu. Na Instagramu. Instagramu. In followajte naš Instagram, Tako. ker imamo res bolan content gor. Tu je kakšne behind the scenes objavljamo, tako da... Nekdo bi jih mogel bolj redno objavljati. Ja, nekdo. Ne vemo, kdo sicer. Res, kdo je tam ona. Ej ga. V glavnem. Kako kaj vaš teden? A jaz sem ti vzela Ne, vse rado. Vse rado. Prašaj, Jure. Jaz moram začeti. Moj teden je bil fucking slab. Cel teden sem bil bolan, ne vem, kaj mi je bilo. Mislil sem, da imam COVID, samo nisem ga imel. Ne vem, bil sem doma, delal sem, kolikor sem lahko, ampak moja produktivnost je bila tako bolj proti nič, kot proti ena, če gledam od nič do ena produktivnosti. Tako da, ja, slab teden. In prejšnji teden, konc tedna se mi je hovcal, ali to sem že rekel na podcastu? Nisi, ampak očitno je nekdo zelo intenzivno mislil na te, Matej. Ni bil Matej, se mi zdi. Ne vem, kdo je mislil name. 3-4 se mu ene dneve začelo hovcati in meni še to blazno nakurat. Tako da sem bil ful žalosten zaradi tega. Ampak ja, če se vrnemo k temu tednu, tudi od kurca. Tako da, če potegnem črto, je en dolg raven kurac. Kaj? Ok, kaj pa ti, Matej? Nič posebnega. Delavno, tudi jaz sem bil malo slab konec tedna. Ja, več ali manj je to. Kaj to vse, kar si vas povedati, stari? Nič se ni zgodilo takega. Kaj misliš, da meni se je? Jaz sem zdaj potegnil celo zgodbo ven iz tega, da sem bolan. Ok, dobro, ajde. V glavnem, zdaj bom z vami delil, shemo. Vsak... Ana ni še povedala, član. Ja, to je del mojega tedna, to lahko povem, to je aktualno. Ok. Naprimer, si fant, punca skupaj, so si všeč, in ne vem, se dobivajo in tako. In nikoli noben ne ve, kdo si, kaj zdaj mi dva mava, kaj mi dva zdaj nimava, kaj. In jaz sem zdaj naredil shemo. Ok, ta shema je tako. Najprej imaš neznanc. Ko se še ne poznaš. Pol ta neznanc se spremeni, bom govoril za punce, lahko v dobro kolegico ali pa v dobro kolegico ali pa tako imenovano friends with benefits. Zdaj, iz obeh teh dveh lahko napreduješ in napreduješ v, mi tukaj Primorci rečemo, gospodično v džiru, da imaš nekoga v džiru. Pravilo tega džira je vsaj pri meni, da je ena samo v džiru. Džiro je samo torej ena. Ekskluziv, torej. Ja, okay. V Džiru je samo ena. Predtem razen če se ne zmeniš drugače. Ampak v Džiru, pri meni je samo ena v Džiru. To pomeni da se vrti ena okrog tebe. Ampak iz tega Džira lahko greš nazaj na kolegica ali pa dobra kolegica, ali pa napreduješ v moja gospodična, tako imenovana moja punca. No, in... Neka umestna faza, ali kaj? Ne, to je ki preden postane punca. Torej umestna faza? Je tam, ja. Yeah. No, in iz te umestne faze ti pravi. Trial verzija. Če ni to... tako. Kaj? Trial. Ja. Če ni to, gre nazaj. Če je to, gre naprej. Ok. Tako da imam zdaj lepo to razčiščeno. Čeprav meni se zdi, da ta kolegica iz Džira je že nekako gospodična. Zdaj je že punca. Komu zdaj ti govoriš? O tej tvoji schemi, ne? Ja. Ki si rekel, da imaš dobra kolegica in dobra kolegica.
in da pol naslednja stopnja je gospodična iz Džira, ne? Ampak ta stopnja se meni zdi, kot da je že punca. Zato, ker imaš samo njo v bistvu. Ja, ma ni. Ampak to ve ona tudi. Tudi ona ve. Ja. Ja. To je pač, mislim, itak si poveste, ne, če imaš samo... Kaj imaš ti schemo napisano in jo predstaviš, pač imaš Ja, imam, prezentacijo. se usedem, PowerPoint. postaja resno, tako vklopim PowerPoint, projektor, imam uni laserček in gremo skozi točke in Okay. se ved, ne. In pol, ko pride prav do te, da je postane punca, pa se podpiše pogodba, ne? Za nedoločen čas, seveda. Aha, to je kot zaposlitev, torej ona je zaposlena pri tebi. Aha. Ok. Ja, dela 4... Ampak ima Jure, pol, prosim, 24/7 dela ima moja pol gospodična. pravice in dolžnosti, ne? Ko vsi? Ja. Kakšne pravice ima recimo? Oh, fuck. Nisem že Matej misli, da ženski nimajo pravic. Ne vem, nisem že dosti časa pogledal to mojo pogodbo, ne vem, kaj sem notri napisal. Kaj dobijo malco in prevoz na delo. Ja, dejansko, ki imam sponzorja z Voltom, boste jedle za ston in dobro. Kot vidite, Matej res ne uporablja dosti volta. Porabite kot da Rimanič 5 za 5 evrov popusta. Tako da ja, evo, no upam, da bo komu prišla prav ta moja schema. Kaj imaš PDF, boš dal PDF link? Ma, dejansko bi lahko tako naredil en. Ja. Lahko daš, da je plačljivo. No, če se spomnim, bom naredil Word dokument, boste najdli v opisu videa. A ja, BTW, sorry. V opisu videa imate Who the fuck tudi reče BTW? možnost za donacijo našemu podcastu in to bo pripomoglo k temu, da bomo lahko Ano plačevali več, da je tukaj, ker zdaj jo moramo pač prisilno imeti tukaj. Tako da Ja. imamo lahko... Vsi ste rekli, da hočete več vedeti, Anoma je draga. Za razliko od tvoje mame, ki je za ston in to vsi vejo. Badumc. Gledalce. V glavnem, no. Mislim, V glavnem ja, v glavnem, ja, donirajte. lepo bi Donacije. vas prosili, če lahko kdaj, mislim, če si lahko to privoščite, če nam hitite kakšen evro, unoštekaš. Ma ne, to je pač, če je naš kontent všeč, če ne dravi. Ja, ne, nočemo biti zdaj uniki, Ja. prosim, doniraj. Bomo tipo uno, donacijo, če veste, kdo je to. V glavnem, prihaja zdaj drugi teden dober content ven in si bomo lahko več privoščili takih izletov, gostov, Ja. ki mi zelo goste moramo reči, moramo si vsi po rami lepo pogostimo gosta, jih peljemo okoli, pač gosti se imajo z nami lepo. Vidijo najlepše točke na obali, Ja. razgledne točke. Pač ena točka, druga točka, tretja točka. Evo. Ja. Tako da, ja, no, en tak, vam bomo rekli hvala, ne? Pač ja, v glavnem, da nima veze, donacija. Ja, tako, tam je, če kdo Never če mind. kaj dat, naj da, če ne. Ono, To je oni, to, ja. ki ste govorili, da bi radi donirali, smo vas zdaj to omogočili. Tako, evo, tako. Smo rekli, da smo monetizirali. Ja, ker vidijo oglase, smo monetizirani. Ja. Tako je. Ja. Malo se opravičujemo, ker Smo dali preveč oglasov na ja, mi začetku, smo samo nismo mislili, vedeli. da to vklopiš in to je to. Ja. Nismo vedeli, da YouTube ti pol da kaj na vsakih 5 minut fucking oglas. Tako da Ja, avtomatsko smo prvo zmanjšali na 4 oglase ali 5 Čez- oglasov. Pač ja, da se celo naši pride. oglasi so se res preveč oglašali. se opravičujemo. Se upravičujemo oglase tudi in za to. tudi, ja, Tudi za to. to. Tako da. Pač napišite L v komentarje, če mislite, da je bila ta fora slaba. No, že ki smo pri slabih forah, Hanna, ti, kako ok, life? Transition. Že ko govorimo o izvoru slabih for, Jaz sem celo zakladnica teh, hejga. Ne, jaz sem postala glava družine, bi se reklo. Ker moji doma so vsi bolani, tako da sem bila jaz tista glavna, ki je kuhala za vse, ki je hodila po trgovinah za vse, po No ja. lekarnah, tako da... Zauženit. Ja, res. Tako da lauferije na okoli. In ja, drugače pa se mi je zgodila ena prigoda, ki je vsem moškim predvsem ful smešna. In sicer poslali so me po eno tako posebno krtačo. A povej, kje je? Poslali so me Ne v mi. službi, ne službi, Matej in Jure, ampak v službi so me poslali po eno tako posebno krtačo,
In sicer je prišel gospod v pisarno in je imel eno pač ful dolgo palco in na koncu palce je bila krtača. Dedi. Čeprav pač na koncu pač ni bilo ščetin, krtača ni imela ščetin v glavnem, ne? In so rekli, bože. Gospod krtačo. Ojoj. V glavnem rekli so, pejdi ti nam kupiti to krtačo v trgovino zraven, ki je neka trgovina z takim orodjem in temi stvarmi, ne? Ne, ni samo s krtačami. In jaz pridem tja v trgovino in vprašam te zaposlene gospode, če mi lahko pomagajo poiskati to zelo dolgo krtačo. In oni, mi tega nimamo. Ok, pridem nazaj v pisarno in rečem, tega nimajo. Povej. Kaj? Ti si rekla zelo dolgo krtačo, ampak fora, da krtača je majhna, ampak palca je bila zraven. Ja, ampak ko sem jaz videla to, kaj moram kupiti, je to izgledalo pač, kot da je krtača s tako ful dolgim ročajem. Jaz sem rekla, ok, zdaj vem, kaj moram iskati v trgovini. Palco s ful dolgim ročajem, oziroma krtačo s ful dolgim ročajem. In potem v glavnem rečem, ok, tega ni. In pridem nazaj in me gospodje v pisarni razsvetlijo, da ne, obstaja samo pač kratka krtača, mi smo namontirali sami dolgo, dolgo ročaj smo mi sami namontirali gor. Kako ne jaz to vem? Kako? Ja, pač ne vem. Mislim. Ne, malo moraš. Ne vem, pač to je ono common sense. Veš kaj, ne, jaz vidim prvič neko orodje, neko posebno vidiš, da ne gre krtačo skupaj. in sem ono... Vidim orodje. Ok, kaj je? Nič. Dej. Pač... Pač ja, se ti zgodi, pač nisi vedela, pač ono je, kaj češ. Zdaj veš. Zdaj vem, sem pač dobila malo širine. Tako da ja, to je bila taka prigoda. Smešna prigoda. Samo pač meni ni bilo smešno, ker sem se osramotila. Nisi se to nekaj. Je bilo že hujše. Kdaj ste se pa vi kaj osramotili? Da sem se osramotil, fuck. Pizda. Mene ni več sploh sram ni česar. Osramotil na tak način kot ti, tako v službi. Pač veš, ni važno, samo da te je pač bilo sram. Fuck. Pizda. Sram. Ali imate samozavest in ste normalni? Ker jaz. Lahko vam jaz povem še eno foro. Ne foro, ampak ko sem se osramotila. Bilo je v prvem razredu osnovne šole in vsi smo bili tiho, smo delili neko nalogo in je bila res tišina v razredu in jaz tako po nesreči rignem. In to tako ful na glas. In cel razred v smeh in jaz ono, fuck. Ampak mislim, da sploh niso poštekali, da sem bila jaz, zato ker smo imeli kosilo, smo bili na kosilu kasneje in ena sošolka je rekla, Ana, ti si ful rignila in druga sošolka je rekla, ne, to je bil en drugi sošolec. Tako da pač... Ko se je zmuznila? Tako da pač ja, eni so vedeli, eni niso, ampak to je bilo, jaz se še zdaj spomnim unega občutka, ki sem bila tako, ne. Jaz sem zdaj spomnil eno iz osnovne šole, spet je bila tako tišina smrtna v razredu in sošolcu je padla radirka pod moj stol. In ga vidim, da je hotel iti pobrati jaz, bo pri miru, ti bom jaz pobral, ne grem iskat, fucking boj pri miru. In tip valjda glupač neki, tak smo bili klinci, smo se tam neki, ne vem, mogu si biti frajer, tip tako se ulegel in pač glavo dal pod moj stol, da kao išče radirko. In jaz sem lih mogu prdniti. In še je bila smrtna tišina, so bili oni leseni stoli, tako da se res in oni tips, tipa tako, ja. In oni tip spodaj sošolec pod mojim stolom. Samo vsi se obrnili, tudi učiteljica iz računalnika, kdo je to prdno in pol videl sošolca pod stolom. Ampak pizda, ne, fakt, ti se kaj tako sramotil. Kaj pizda, ne? Ne spomnim se zdaj, kdaj sem se zdaj tako tle, kaj sramotil. Razumem, da sram, da sem z vami, mat. Tam so vrata. Ne, se hecam. Njih je lahko sram, da so z mano. Ma kaj je sramotil, da se pomislim zdaj, fuck. Ma v osnovni šoli zdaj kaj, sem se milijonkrat sigurno. Ma ne vem, jaz pač prdnem pred punco. Pač meni ni sram, pač ono jebi ga, prdneš, kaj češ.
Samo ne morem pa, da je tipo kdo, če kakam. To ne. Lulam lahko, ma kak. Še to mi ne je bilo pač sram. Ne, to je privat, prosim. Ko lulaš, kakaš bež stran. Ok, pustimo zdaj te stvari, ampak to smo že z Kladnikom podebatirali. Tako da sram. Fuck. Sebi sem naredil sigurno si milijon brokija v življenju. Ja, maki, sram te je samo, če ti dovoliš, da te je sram. Če ne, ti pač... Ni, da ti je sram. Kaj je bilo meni sram? Moraš ownat to. V glavnem, mene ni, da je sram. Juro, tebe ni, da je sram. Ne, meni ni sram. Jaz sem si naredil milijon brok, zdaj mi ni več sram. Ja, tebe je še kaj sram. Ma tebe je sram še. Ja, jaz sem sramežljiva. Zakaj? To je seksi, kaj ni? Oh God. Na žensko. Meni ne. Kada je ono, Matej. Matej pride njo. Ne, zdaj študiram. Eno je tako punca ful odprta, ma kot tako sta ena na ena, da je tako malo sramežljiva, je to je lušno. Na eno na ena lik ne sme biti. Ali ja, ali lik malo, veš. Ti bo treba te. Ne morem tega. Ampak kot to reče, da to stvar naredi, tako se ramežljivo. Pol ni srem, pol je ono kao samo rabi pljukico, da je okej. No, tako, take. Bam. V glavnem ja. In one pol to povejo svoji kolegici, direkt. Ko je bilo to slabo, oj. Ampak ja, čekaj. Kaj ni, zakaj? To je bilo tako slabo. Zakaj? Prav dobro je bilo, okej. Glavnem, kaj povejo svoji kolegice? Vse. Pač fuck off, stari, vse si poveste v trenutku, kot se zgodi porka Madonna. Prvo kot prvo. Nimam. V bistvu imam in rada bi pozdravila vse svoje kolegice, I love you. Naštej jih. Ok, kaj lahko jih pozdravim? Ja, valjda. Helena, Maja, Maruša, Verena, Urška, Zdaj naštevaj imena, Mona. Da vam bodum. Pozdravljena, Verena. Če sem koga pozabila, pardon. Čekaj, kateri imena še obstajajo? Ne moreš pozabiti, ki tako malo. Tina. Ni. Se bilo dosti Čekaj, kolegic. kateri imena še Pa obstajajo? zakaj ne predstaviš teh fucking kolegici nikoli? Razen Zato, ker Heleno. so povsod po Sloveniji ali pa v Španiji. A ja, dobro. Imaš kakšne Na lokalne? obalih imam malo nič. Imam Urško, ampak je zasedena. S čim? S fantom. Pol ni prava kolegica. Vedno si najdeš čas za kolege. Ne, mislim, Da nam predstaviš. zasedena, Jaz sem mislil nisem- predstaviš, kot da spoznamo tvoj Giro. Ja, moj Giro je res prešen. Dobro, bomo drugič. Ok, kaj smo smeli tle? V glavnem ja. Neki si tle ti začel, boš kaj dodal ali... Ja, pa ne, kaj Ana nekaj govorila, kaj ni? A ne, Ja, zdaj to je to, sam ne? pozdravila sem kolegice, ne vem, kaj je bilo, Ok. ampak v glavnem vidva ste rekla, da si kolegice vse med sabo povejo, no. Zakaj ste tašne, je prete v krivo, Matej? Veš, niso vse tašne. Tvojo... Niso vse tašne. Jaz ne vem, jaz se ne pogovarjam z vsemi kolegicami o vseh stvareh. Pa se, realno si tudi tipi dosti stvari povemo, samo pač... Ne, veš kaj je fora? Mi pol, vsaj ne povemo, da povemo. Ja. Kaj kaš? Ja. Pač povej si, ma ne rabiš povedati unemu, ki si mu to povedal, da si povedal to nekomu. Pač da sedno pač mi si povemo, kaj ti, veš kaj je bilo. To med nami ostane. Ja, easy, pač. In pol, štekaš, vi poveste, ma pol una kolegica tebi pove, da ti je povedal, To imate samo vi, vaš Giro tako. Ma ne, to je vsi so tako. Ni res, ne moreš posploševati. Valjda lahko posplošuješ. Imam 5 fucking Giro in v vsakem Giro je bilo to. Zakaj ne moreš posploševanje? Zakaj posploševanje ne moreš posploševati? Povej mi to, stari. Zato, ker ni res... Kaj je statistika? Statistika, štekaš, statistika. Statistika. Kaj ni posploševanje, pizda? Dobro, pač jaz imam recimo svojo stran, ki pa ni tako kot... Ne mislim. Ja. Zareč 90% je večina. Je 10% ne, posploševanje realno. Ma si rekel vsi, ki Matej je rekel vsi. Dobro, to Matej itak pač šteka. Slovenščina matura 4. Štekaš pač, ne? On pač je mutav. Mangum. Slovenščina matura 4. Mangum, ok. Ajde, vsi, ki ste slišali to in veste, zakaj se gre. Tako. Posploševanje. Posploševanje, ja, zakaj ne posploševanje? Evo, ti vedno si to zaniza posploševati, ne?
Zakaj pa ljudje posprašujemo? Zakaj je to narobe? Za olajšanje življenja, ne vem. Mislim, narobe je zato, ker pač recimo se vse vrže v isti koš, pa niso vsi isti. Primer, recimo imaš tako 10 pomaranč oranžnih, in pol je ena rdeča. Ja. Kakšna barva je večina pomaranč? Pol ne moreš reči, vse so oranžne. Lahko rečeš, ker tipo so pač vse oranžne. Okay, čakaj članka, 1000 oranžnih pomaranč, ena rdeča. Pol rečeš, vse so oranžne. Ne rečeš vse, rečeš večina je oranžnih. In tudi če rečeš vse. On je rekel večina. Večina ali vse je drugače. Dobro, vse je 100%, večina ni. Koliko procentov je večina? Ma kaj je se? Dobro, tudi to vse pač. Vse reče. Ja, vse. Je dobro. Tipo, lahko gledaš steno, 1000 ljudi bo videlo belo, ena bo videla sivo. Ti pač rečeš, vse vidijo... Pol je vse pa problem. Dobro, I'm the problem, of course. Ne. Ne, ok, skecamo to, ne, pač... in kaj je bilo tle? Dobro si ti to začel. Pospraševanje. Ne, ja. Da si vse ženske... In zakaj smo to govorili, pol? Pospraševanje. Torej, ja, ženske si vse povejo in pol... Ampak veš, jaz sem pa recimo imela izkušnjo, ja. Ko sem... Kaj se smeješ ti? Kaj se smeješ? Ko sem delala novinarsko prakso v enem mediju, Kjeremu mediju? Ne bom povedala. Okay. Ampak je bila večinoma moška zasedba in tam je bilo koliko upravljanja je pa dejansko med moškimi in sem bila tako, wow, in kako prostaško in grdo. Sem bila samo tako, damn. Ma ne vem, ker niste ženske bolj to tašne. In kaj ste se upravljali, recimo v čemu? Ja, ena. V svojih ženah. Adoro. Pač vsi si... Ne, adoram. Vsi si za kulisi vse povejo. To je pač tako dejstvo. In kaj reče slabega v ženski svoji? Ali to ne boš nič povedal? Ma ne bom nič delila, ne. In tebi so to govorili? Pač v kolektivu. Pisarnah in itak si zraven in čuješ vse in samo tako. Kaj? Skozi eno uho noc, skozi drugo uho ven. Ne, ampak tako dobiš malo drugačno perspektivo, ker kao velja, da ženske ful opravljajo, ampak pač... Ne, vi opravljate, mi si povemo, to je razlika. Ne vem, če veš. Kaj je sve? Recimo, jaz in ti malo opravljamo včasih. Ma če je res uno, če se mora opravljati. Tipo konijane, realno, kaj? Ja, opravljajo mene, ne? Ja, se jo lotimo. Ja, no, lotite. Ker mi tipo, ko je ona z nami, smo vedno ful prijazni. Ja. Ja, ma to je zato, ki jo ocenimo. Ki ona noče poslušati te naše štupidece in zato, ko si ti ne debatiramo to, pač pustimo štupidece, ko smo sami. Kaj? Kaj? To si res ful dobro povedal. Si v bistvu povedal, da mi prikrivate stvari. Ma ne o tebi. Pač če praviš toliko, da te moti vse te stvari, oni govori temu, kažni si v temu. Ne, ful je prav, ti si naš tak moralni kompas, si naš ful lepo moraliziraš v džiru. In pač jaz nju rekel, ni tebe, se malo sprostimo, ni dobro, ampak... A ja, zato nisem šla takrat z vami na suši. Ma kaj je bilo takrat ta suši, ki ga še vedno meče ven, stari? Pizda, ni te bilo, uni dan te ni bilo z nami, kaj jočeš? Ni te bilo. Dobro, zajebavam vas malo. Kaj gremo na suši? Moramo iti na suši, da... Ne, ja, v redu. Ja, ne more, ja. Ali če damo gipak, bi rekel. Ne, pač to je bilo hecno, pač. Smo končali sestanek. Ja, in jaz sem šel ven. In si šel z enimi ven in jaz sem iz unik zvedel, ti si z njimi in je bilo samo tako, ok, dobro, ne rabim to vedeti. Pač ena ženska je to povedala. Jaz sem rekel prav, od nekaterih si zvedel in ta ustrelil da sebe. Kdo? Nanos, kobarit. Nema, dejansko pač, ajde, lahko povemo, je smešno, ki imamo podobno družbo. Nabita kobila, NK. Nosati kon. Žure, ne, to? Ne komentiraj. V glavnem, zdaj, ki imamo jaz in ti, malo isti folk krok, no? Ja, malo. Je pač hecno,
Ti pravim, ki ti ne moram nič povedati, ki že vse veš. Mislim, meni lahko poveš, samo pač oni sebi ne poveš, da lahko to jaz kaj vem, pač ne povem. Meni je vseeno, če ti veš ali ne veš, pač samo, ti povem jaz, Ja, se vem, a ne, pač to je tako, to je ko je ljubezen, razumeš, ko je ljubezen... Se novice širijo hitro. Ja, to je ko COVID je ljubezen. Ne vem, ga še nisem imel. Ste bliže, si blag, da je že zaljubljena. Veš, da ne vem. Ne vem. Kaj pomeni biti zaljubljen? Ja, res, kaj pomeni biti zaljubljen? Kaj to pomeni? Dejansko, kaj pomeni? Zaljubljen pomeni, da... Ti povej, ti si. Kdo ima to izkušnjo? Veš, ko sem te lepo rešil? Sploh nisem vprašal. Ja, ne, ljubezen je pač, da čutiš, ja. Mislim, ki eno je, da ti je nekdo všeč in eno, da si zaljubljen v njega. Kaj pomeni biti zaljubljen? Kaj, da ti karkoli ti reče, ono štekaš, rečeš ja? Ne. To realno je ljubezen. Pa ti povej, ti lahko. Pač ja, ti ljubezen lahko je ono deliš. pač, da se toleriraš na dolgi rok. Ne. Si mi dosadnama, ala daj. Ne, pač. Ljubezen je pač ful odrekanja in vsega, po mojem, tako. Ma ne vem, pač je ono lepi trenutki, ampak so tudi slabi, ne, moraš to znati. Tipo... Balansirati. Ja ne, pač prehoditi, pretepst. Preskočiti. Ja, tako da ja. Kaj pa ti, Matej? Kaj zdaj nisi zaljubljen ta trenutek? Tako bom rekel, jaz sem vsak trenutek zaljubljen. Ker sem zaljubljen v življenje. In sem vesel, da ga živim. Ko sem ga postavil na spot. In sem se dal iz spota. Dobro si se rešil. Ne, meni je pač, ne vem. Dobesedno lahko z drugim človekom delaš vse. Samo to ni nujno, da zaljubljen. Mislim, kakšno zaljubljen? Ja, ajde, neko si ti rekla, eno imeti nekoga rad, eno biti zaljubljen. Ja, pač rad imaš tudi svojega psa, pa nisi zaljubljen. Ja, mislim to, eno ljubezen, eno biti zaljubljen. Ja. Kaj, ljubezen je, da verjetno še seksaš, ali? Lik sem hotel reči, da pač ne vem, jaz imam ljubezen do tebe. In seksamo pač, ono, lol. Zakaj ti je sram zdaj povedati? Meni se me vidijo, komaj sedimo, ne? Veš, Ana tudi komaj sedi. Pa še do tebe imam eno ljubezen. Prijateljsko. Ker ni ta ljubezen ostala lani, v lanskem letu. Lani je ostala ljubezen, zdaj smo samo na ljubezenski prijateljsko ljubezen. Niti lani ni bilo nič. Tako je delala Ana, ko ste bili skupaj? Ne, ni tako dobro. Vladora. Dela tako. Vidiš, ona je fejkala orgazem in smeh pri njenih forah. Perfektna zveza, odrekanje. Zdaj, dokler je še zima, ne? Zima, bela. Sem rekel, da moram dati ven neki, da vas se greje. O moj bog, kaj boš zdal svojo linijo dekic? Ja, ta je blala. Ok, ni bila. Dobro, ni bila. Ne, zdaj jaz že en mesec, dva tako malo za hec, malo za red z mojim cimrom, producentom, up, Staško. Čau, Staško. Dobro, zalište se vidva. Dobro, ti nehaš pecati vse. Ja, prosim, nehaj pecati mojih kolegov. In naše goste. O moj boj. Pač, prosim. Ja, res to delam, prosim. Kar vi govorite zdaj. Lažnivci! Veste, da Ostržek, ne, realen naslov bi mogel biti lažnivec. V glavnem. Nimamo gumba, da tako slabo foro še. V glavnem. Pardon, izvoli, Matej. V glavnem. Kaj to je bilo? Ne, kaj to je bilo skok fora? Kaj je bilo to? Ali je bilo... Veš kaj, ki sem se mogla zleči ven, ki rečete, da pecam vse? Ne pecam vse, nehajte dajati napačno predstavo o meni ven. Hvala! Pecalka Ana, v glavnem. Dal bom ven moj prvi komadič. Da ga tipamo, ne? Z naslovom... Šupak.
član. Nej. V glavnem. Dal bom ven prvi komadič, fuck off, Jure. Imaš ti svoj komadič? Imaš? Nimaš. Kaj me zdaj tle loteva ste? Loteva ste? Slovenščina matura 4. Fokus. Ala, šu. V glavnem, dal bom ven komad prvi, evo, kliče se mene zjebe in sem rekel za člane, imam en teaser, en demo, da malo slišite, prosim slušalke, da jim lahko predvajam. Vi dva sta ga že slišala, kakšen se vam je zdel? Pač tako res me je pogrel. Pač ni mišljeno, da predstavljam ta mikrofon. Dej, kaj hočeš? Gledam, če je že... Ekskluzivno na podcastu člani prvi komad Rimaniča. Rima. Nič. Ko se tle slišiš. Evo. To je to. Ste čuli to, Ker jaz nisem, ki so bile slušalke. Vse vi ste ga že čuli. Ja, smo. Ino. Pač meni je všeč. Ustane ti v ušesu. Ne, meni je všeč. Res mi je všeč. Ne, mi je všeč. Mi je tak zanimiv. Pač... V glavnem, oni, ki me pozna, bo samo bili... Ja. Ne, dober. Ja. Naslov je mene zebe, tako da... Ja. Pa zakaj nisi dal samo zebe, ali... Ne, zato ker mene zebe. Skri njega zebe. Tebe slučajno zebe? Malček. Pač mene vedno zebe, jaz sem uniki, pač mene zebe vedno. Kaj, naslednji bo WC? Ne, bo kakam. Jaz kakam. Bo kakam? V glavnem, prije zdaj februarja ven, lih sem študiral mogoče prej za Valentinovo. Kdo ti dal to idejo? Če bomo dovolj hitro naredili video spot, pride ven zdaj februarja za Valentinovo, če ne vikend potem. To da tisti, ki v bistvu boste ostali sami za Valentinovo, ne boste ostali sami, zato ker... Ne, vas bo moj komad pogrel. Ja, tako je, hvala, da si vedel, dokončal stavek. Ja, si vlekla in vlekla. We finish each other's sentences. Si vlekla, vsaj neki si vlekla. Shut up. Sexual. V glavnem, prijevam komadič. Pejte čekniti, ko bo prišel. To je to. Lajkajte tudi naš podcast. Tako. Imaš tudi ti kaj za spromovirati, Jure? Instagram, Matej Rimanič, TikTok, Rimanič. Jure Ševron. Zup, An. Ne, ti ne boš dobila, ker ne promoviraš članov. Točno tako. Ti ne boš. Ne, vsi ne followat Ane. Ne me followat, da me slučajno ne bi followali. To je kao reverse psychology. Jaz berem psihološke knjige, jaz vem, kako se ful razumem na vse stvari in zdaj bojo vsi... Ja, Matej, poznam vse tvoje darkest, deep secrets. To vse ženske. Tvoje podzavest razumem. Ne, če bi razumela znak in hočem, da smo skupaj. Se hecam, sem rekel, stane to 2021, stane to 2021. V vsakem hecu je nekaj resnice. Aha, ker berem jaz psihološke knjigice in 18. poglavje je bilo to... Nič, Matej, boš postal pravi glasbenik, bi se mogoče prijavil celo na Emo naslednje leto. Kaj ni zdaj Ema? Zdaj je Ema. Ema Fresh. Ema Fresh je bila v petek, ko so se mladi glasbeniki predstavili. Si gledala, kdo? Jaz sem jih malo gledala svojo materijo, ker kaj drugega pa delaš v petek zvečer. Zakaj je tipo ono žalostno? Ni žalostno, samo pač vi se nočete družiti s mano. Ja, pa če take stvari govoriš. Pa če se hecam. Dosti se hecam. To pač pogovor poteka tako, daj gremo ven, se ga družiti, ja, kaj povabimo ono žalostno, ne, ker pol bo bilo žalostno. Okej, tako vplivam na vas. Stop it.
Sassy queen. Stop. Ti boš zdaj lepo z vsemi delila, ko svoje sinjore dobra kolega. Matej in Jure sta zelo dobra kolega. Sploh me nista še nikoli spravila v jok in to je zelo pomembno pri prijateljih, da te pač ne spravijo v jok. Tako dobre šale imamo, da pač spravimo ženske v jok. Iz kje ti je teklo ven? Iz oči, solze. Smeha. Sreče. Ne, vidiš, ne, kakšen šupak. Ne, pač nikoli več. Kakšen šupak. Drugič bomo kupili isto. Ne, nič, kakšen šupak. Gled, ti pravim, da nas pohvališ, kakšni smo edini tvoji dobri kolegi, ker drugi, kaj so ti naredili. Sorry, se bomo še mi razpršili. Sorry, če si ti kolegi selijo v druge države, kaj ti ni jasno? Sorry, kaj kdo pomislil na te? Ta fakt, zdaj nam povej kdo. Ne, zdaj nas pohvali. Sem najprej zhodila malo hecat, ker jaz smo comedy podcast, ampak okej. Ne, hočem jih zelo pohvaliti, namreč za moj rojstni dan sta se prikazala pred mojimi vrati in mi podarila res unikatno darilo in sicer tako živo rumeno kratko majico, kjer je bila gor slika mene s krono, ker sem kraljica. In potem sta dala še napis kraljica for. Hočem reči, kraljica novih for. No, vidiš, zakaj smo mi napisali to na majico? Ker to je bila zdaj njena fora. Ne, napisali smo kraljica slabih for. Ker imam slabe fore. Joj. Jož, to res moraš povedati ljudem, ki zdaj so vsi kaj, Ana je to? Ne. Ste rekli, da vas pohvali, vemo, sem vas pohvalila. In pač jaz sem naredil v Photoshopu majhen 4-krat sem mi pokazal. Ja, jaz sem videla ta Photoshop tako in sem rekla, kaj je to? In pol sem gledala, kako se mi laže ta faca, ki sem vedela, da daj gremo pokvariti presenečenje, dej. Ne, Jure je bil tisti, ki je sedel zraven mene in odprl Photoshop. Kako naj tega ne vidim? Ja, 4-krat sem hotel zapreti, razumeš, že nisem mogel. Periferni vid to vidiš, ne drugega. Ja, nisem hotel zapreti, čakaj, če pogledala v računalniku. Če ti pa mi gledala, če si poštekala, da neki se kuhamo, ona bi pač se naredila malo glupo in... Če pa sem mlačna in hočem kuho. Dej, kaj lahko nek gumb? Kaj imaš? Shut up, play, kaj je to? Ne, pa to je preveč to je nesramen. Kakšen nesramen. Dobro. V glavnem, dobri kolegi smo, lepo prosim. Hvala, Matej in Jure, vas cenim, res. In še uni vikend si bila neki bolna ali neki? Ja, dejansko sem imela 38 vročina. Tako, samo zaradi tebe smo prišli do tebe. Ja, če smo imeli drugačen plan za tvoj resti dan, sem pa si ga uničila. Ja, hvala. Family issues. Ja, mi nismo družina. Moja družina me ne spravlja. Joj, fuck. To ono, veš, just shut the fuck up, bi rekel Artur. Moja družina mi ne govori, da vtihnem, ne shecam, v bistvu včasih pojem doma in pol mi reče, če sem lahko tiho. Kaj ne rečemo isto mi? Nismo edini, očitno. Zapoj nekaj, da vidijo še gledalci. Zapoj nekaj, da gledalci komentirajo, če mi to radi poslušajo. Da vidiš, če se mi motimo, če se ne motimo. To so tvoje umestne, ful umestne, petja. Ja. Dej. Mi je sram pet. Ne, osebno so res moteče. Ne, zapoj. Dej. I'm shy. Kaj te lahko sram še pred nami? Dejte, bomo podpirali z back vokali. Ja, ajde. Še zdaj ne sanjam. Wow. Čekaj. Matej in Jure sta kot dve kure in nimata dobre ure. Hotle reči cure, samo ni upala. Samo ve, da imaš dobro curo. Da imamo dobre cure v džiru. Ti kašljaš, Ana, tebe si to nalezil. Dovolj imam zdaj tega. Veste, kaj mene zanima? Ali vam je všeč? Kaj? Čekaj, si hotel kaj reči, si prekinila? Ne, nisem. Kaj sem ga prekinila? Ne, res me nisi. Nisem niti začel še. Ne, izvoli. Ne, nisem, prisežem. Ne, ki izgajam pol Matej. Vem, zakaj te toče. Čekaj, Matej, kaj je? Matej, kaj sem... Govori. I'm sorry. Kaj lahko fucking poveš, dej. V bistvu sem hotela vprašati, če vam je všeč vaš smeh.
Ker recimo jaz sama sebi se smejem ful prizadeto. Bizam smej se zdaj. Ja, je prizadeto. Potrjeno. Nam tudi. Ampak veste kaj, smeh je pol zdravja in jabolko je druga polovica. To so dobre fore, si. Nekaj pa vidva. Še nadaljuje, pardon. Nekaj pa vidva. Kaj me počne? Ne, jaz imam ful tak tihi smeh, sem ugotovil. Pač meni zmanjka sape, samo... Matej, Ja, to je res. Tvoja faca pove več kot glas, dejansko. In te tihi so taki. Jaz sem... Točno, ja, Ti imaš dobrega. Jaz se ful čudno smejem, tu jaz sem slišal. Ti imaš ful to... Ja, če to moja faca na vsakem moram. Ja. No, še kaj? Ne, Imaš za prekiniti, Jureta? Ne, nisi me prekinila, sploh ni začel govoriti. Izvoli, Jure. V glavnem, kaj ste gledali... Ste gledali... No, v glavnem. Mi smo gledali nek live stream od gospoda Perota Martiča. Jaz nisem gledala. Jaz niti. Jaz sem slučajno gledal. Ker je bila neka full drama. Pač, je bil nek šov kao Family Feud in pač, ker je neke tehnične težave imel gospod Martič, Peter? je Petrov, Martičev Peter, Ja? je full teh youtuberjev čakalo na to, da pridejo na ta njegov stream in je prišlo do nejevolje pri enemu Nik, se mi zdi, da se kliče. In je dal en video in je bila ful neka drama, kao, da je bilo ful stvari narobe s tem streamom. Ampak ja, glavno ne bi bila ta fora, da kao so vsi ful čakali in da ko on dobi donacije, da tipo jih ignorira ljudi, pač da prekinje ljudi. In moj stance je tukaj, da pač, ja, valjda prekineš nekoga, če dobiš donacijo. Ampak ga prekineš na eleganten način. Ja, dobro, ampak to smo rekli, da je njegov brand, ne? Mislim, to je njegov brand, prav ne vejo, kaj smo rekli, ker smo... Mislim, ne eleganca je njegov brand. Tako. Ampak vseeno lahko tudi v svojem neelegantnem brandu si eleganten. Veš kaj, mogoče tudi ni še prišlo do tega, da pač njemu se ful veča ta šov in stip šova, da ti ne moreš prilagoditi tudi, kako ti reagiraš na stvari, ne? Ker pač ti moraš imeti, da je vsem všeč, ne? Pač vedno si lahko v svojem karakterju, ampak karakter, ne, malo ta elegantno narediš. Ja. V glavnem, ja, jaz ga razumem, malček. Bolj kot nekoga drugega, ki še ni delal takih stvari velikih, verjetno. Mislim, v Sloveniji dela tip ful dobro. A si number one youtuber. Ja. Tako da ja, no, ta drama je bila tako zanimiva, no, sem zavidel to nekako, mislim, vsak ima nek point, to je ono fora, ki to ono veš, ko za in proti, ne, ja, lahko bi bilo to boljše, ampak si kdaj probal ti narediti kaj tako velikega, ne, veš, najlažje je kritizirati, ne, isto kot vsako stvar, ne. Zapravo narediti nekaj tako velikega, žal ni šlo. Ja. Ja, tvoj nos. Vam je všeč vaš nos? Tako no. Ja, ki to je pač za reč full folk, tako ni všeč svoj nos in če si grejo kaj narediti, si grejo operirati nos. Zdaj sem tašnega bolj, ko bi rekli. A kaj zdaj kažemo profile? Ja. Oh, wow. A jaz, meni ni všeč, moj ni prv nos profila. Jaz sem takega malo takega, ko se reče, moj je tak tipo uno na goro, no, štekaš malo. Kaj to se mislim, da reče kljukast, ali ne? Kljukast. Jaz imam tle fucking grbo, kot da imam zlomljenega, ne? Ma ja, dobro. Ti imaš tako veliko, tako Jaz sem pa uno tako bolj, ne vem kako imam, kakšno veliko. To je dejansko kot tobogan, naši nosovi so tobogan. Ja, boš vedela, zakaj je tobogan tvoj nos. Okay. V glavnem vam je všeč vas... Za otroke! V glavnem vam je všeč vaš nos. Ana, ti je všeč tvoj nos? Ti je všeč tvoj nos? Ma tako, ni da ga hejtam, ma ni da ga imam rada. Mislim, bi ga spremenila? Ma ne. Jaz niti, jaz ga imam rad. Ti, Jure, imaš rad svoj nos? Jaz imam rad svoj nos. Ne moj, tvoj. Svoj. A nisi rekel tvoj? Svoj nos. Svoj nos.
Okay. Glavno, da imamo še Boh. Ker če je... Jaz bom ustal in šel, stari. Ma kaj tako hudo je? Ne, samo pač... Boham slabo foro. No, zato ne. Jaz grem. I'm out. Mislim, da moramo vsi počasi iti. Ja, ne, res mislim, da bom šel. Mislim pač ne, danes bilo... Kako na prijazen način povedati ekstra slabo iz ene strani? Mislim, fore, ne druga. Fore. Kaj nekaš jo kritizirati non-stop na podcastu? Ona ima tudi čustva. Dobro, se je ona in izven podcasta se vedno kritiziram. Kaj bi še povedali, fantje moji? Ne, kaj smo prej govorili? Ne vem. Nam je fucking podaljšek se skuru in se nam je imamo priklopljene 3 luči, fucking pečko, ki je malo frišno in samo je šlo pol ure podcasta, tako da zdaj smo malo tako, no. Neki smo že povedali, neki nismo, kaj bi še povedali, še kaj, ali... Ja, pač, kaj to, da smo dodali donation link, smo povedali že kaj, ne vem. Ja, na začetku. Ja. Pač povemo še enkrat, za vsak slučaj, donation link je na povezavi v opisu YouTube. Tako da, če imate preveč denarja, rečete na, bomo rekli hvala. Da si kupimo nov podaljšek, da nam ne crkne več tehnika. Hvala. Jaz sem zdaj tako, zdaj za mi dva sva 2 minute tiho in da Ana to fura sama. Ajde, dej. Ja, ajde. Zdaj ti imaš. Kaj hočete ti po zaključek ali... Ne, tako, pač. Furaj. Dej, da čujem malo. Torej, jaz moram povedati, da jaz sem bolj tako tiho dekle, ki raje posluša in ko govorimo o poslušanju, bi bilo pač ful dobro, da bi se ljudje naučili malo bolj poslušati druge ljudi. V bistvu temu se reče active listening, torej aktivno poslušanje. To pomeni, da ti, ko govoriš s človekom, v bistvu ne čakaš na to, da boš ti nekaj rekel, ker ponavadi, ko se pač pogovarjamo s človekom, mi samo čakamo, da bomo mi nekaj rekli nazaj ali pa povedali svojo zgodbo. Ampak, da se mi malo ustavimo, postanemo malo bolj prisotni in res pač poslušamo človeka, kaj govori. In se pol na podlagi tega odzovemo. Ker mi pač recimo človek nam nekaj pove in rečemo, ja, cool, ampak veš, kaj se meni zgodilo, ne? Namesto pač, da se bi odzvali in bi rekli, wow, ok, povej mi še kaj o temu, ne, v tem smislu v glavnem. Tako da ta active listening nekako se mi zdi, da je tudi malo povezan z empatijo in mislim, da bi mogli te stvari v bistvu malo bolj prakticirati. Tako da to je ena taka stvar, ki se mi zdi v bistvu vredna izpostaviti, še posebej na podcastih, zato ker na podcastih, še posebej, ko imaš goste recimo, je dobro, da pač je gost malo bolj v ospredju, ker je le gost in bi mogli pač njega malo bolj recimo poslušati, ga dati malo bolj v fokus. Ker jaz sem recimo eno oddajo gledala, ne bi jih zdaj poimensko, ampak... Povej, zakaj ne? Veš kaj, ne bi rada izpostavljala poimensko teh idej, pa je bi mogel biti zdaj ti tiho, vseeno. Ampak samo sem pač hodila reči, da ta oddaja je ta voditeljca, pač ena voditeljca je in ta voditeljca je... Kaj Miša Molk? Ne. Ja, 100%. Ni, dejansko ni ona. In pač ona, ta voditeljca je ful prekinjala goste, da enih stvari sploh niso povedali do konca. To je šlo meni ful na živce, ker so eno stvar govorili in jaz sem ful hotela, ok, res me zanima, kaj ta človek govori in pol ona prekine z nečim drugim. Ni res ironično, Miša Molk, a govori? Ma ni Miša Molk, ampak ja. Tako da ja, tako no, fanta, 2 minuti je konec. Ne, zdaj lahko podaljšam še malo, kje sem govoril. Lahko podaljšam, dobro. Tako da ja, v bistvu, če bi jaz imela svojo oddajo, bi definitivno to bolj prakticirala in tudi pač v resničnem življenju poskušam to prakticirati, ampak ker sem iskreno taka tudi pač bolj po naravi. Pač ni, da ful govorim in pač ful raje poslušam, zato ker ne vem, kdo točno je rekel, mogoče je bila to... Fuck off, Jure. Ne vem, če ni bil to Buda, ki je rekel ta quote, ki ga bom zdaj povedala. Nisem fiks. Ampak quote gre tako, da ko govoriš, v bistvu poveš samo to, kar veš. Ko pa poslušaš, pa izveš še kaj novega. Ponovi še enkrat, kako? Ni čisto točno ta quote, ampak ko govoriš, poveš samo stvari, ki jih ti veš. Ko pa poslušaš, pa izveš še kaj novega.
True that. Tako da ta quote mi je v bistvu ful ostal v spominu, ko sem ga prvič prebrala in se ga nekako tudi probam držati, ker pač mi je dejansko zanimivo. Tako da ja, ampak tudi če ima pa kakšen človek pač kaj zapovedati, oziroma če imaš ti kaj zapovedati in predati kakšno sporočilo, je tudi okej, da pač drugim predajaš kakšno znanje, ali pa tudi pač kaj zabavnega, da nasmeješ človeka. Tako da v bistvu ta vidik človeške komunikacije, ki se jo tudi mi trije dejansko gremo, je zanimiv in v bistvu se lahko tudi iz tega dosti naučiš. In v bistvu komunikacija je eden izmed pač ključnih stvari, ki se jih ljudje gremo med sabo. Ker recimo, ko pride do šuma v komunikaciji, se pač lahko marsikaj sfiži oziroma gre narobe. Tako da pač... Krtača. Ja. Tako da mislim, da bi ljudje malo mogli delati na komunikaciji, biti iskreni med sabo, ampak hkrati pač tudi imeti občutek za sočloveka. Zato, ker pač ljudje smo različni, ene stvari prizadanejo, ene ne človeka. Tako da, ja, ura je čas, baje, ne? Hvala lepa za mojih 5 minut slave. Ne, to veš. Aninih 5 minut, aninih 5 minut. To, kot bi nek segment. Aninih 5 minut. No. To bi dej napište komentar. Ja, ker bi imeli aninih 5 minut, ko delijo svoje modrosti iz psihologije in ostalih področji. Ja, ja. Napište. To je bilo zdaj impro, I did it! Ampak to je bilo tako na koncu. Ja, ko se več ne da pol ljudem gledati, ne? Ja, da jih ne zgubimo takoj. Se hecamo, dej. To je bilo tako ful dobro povedala, ful si hitela sicer. Hitela? Sem bila baš 2 minuti. Ja, ne, lepo si povedala. Hvala, fati. Tako je ponavadi, ne vem, ena učiteljica v osnovni ali v srednji šoli, ko je kaj vprašala in so bili vsi tiho, je rekla, in vse tiho je bilo. Tako kot zdaj. V glavnem, Ana, lepo si zaključila zdaj ta segmentič. Zavedno. Kaj, če zaključiš še današnji podcast? Ala šo. Kaj se dogaja danes? To mi hočete se odkupiti za vse... Ne, verjami, še prihaja. V glavnem, člani smo bili z vami danes v 14. epizodi. Čakajte, bomo še enkrat, ki sem rekla epizodi. Ne, to je to. Ne, sem rekla epizodi. To vse ostane not. A ja, to vse ostane not, ker Rimanič ne da ven. V bistvu s temi donacijami, s tem linkom za donacije bi Rimaniču kupili škarje, da bo zrezal kaj ven. V glavnem, hvala, da ste bili z nami. Enkrat in zadnjič, ne skrbte. Ne boste trpeli. Še naša publika, ki je eden trenutno v njej. Dela tako. V glavnem, hvala, da ste bili z nami. Like, comment, share, subscribe. Ajde, čau! Kje nas najdejo? Kaj ne naredijo v linku? Ala, teta, vse povej. Si rekla like, comment, share, subscribe. Link, donacije, Instagram, čeknit naš, vse. V glavnem, preglejte link. Zupan Rimanič, Ana. Jure. Preglejte vse linke, šerajte vse, kar smo rekli, v glavnem. In pošli povezavo do videa svojemu bratu ali sestri, da tudi on pride gledat. Pa stisni gumb za stopa. Nasvidenje. Da smo ti rekli, končaj. Dobro. Ne, bo Ana, zdaj Ana, stisni gumb. In sedaj imam čast stisniti gumb.